Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage. Zdaj smo že prijateljčki ratali, ne? Svet bomo rešili pol po koncertu, ne? Ja, pa kadarkoli. Plac ga si začutil, pobohal, tak tihi studio, ne? Ja, mislim, zdaj že po nas smrdi, tako da. Ja. Aura so se povezale, ne? Aura, ja, ful ste prijazni vsi tle, tako da res ne. Samega Riderja, ko ste se pripravili na koncert, pa to izbor pesmi, nekak že standardni repertoar zdaj, ali ste ga zimprovizirali? Za danes bo drugač 2 nova komada bomo igrali in 4 naše najbolj sladke. Plošča je zunaj, imenuje se Vse? Ni še zunaj. Ne, ampak bo malo. In to bo, je že v fizični obliki, ampak je še ni, ne? Ne, mislim, ta album, ki ga bomo danes, to je ta star album z dodatnim trackom Zonzej. Tako da, ampak ja, za nagradno igro danes, ampak plata Vse, ki bojo pa pač novi komadi, pa prijateljčki gor, tu pa pride konc meseca, pa bomo pa v Šiški predstavljali. In ta koncert smo sicer že omenili. Zasedba Murphy mlajša od 30 let, kar pomeni, da je internet tista zakladnica za muziko, ali kako? Ja, mislim, definitivno smo kaj zhackali, ne, z MP3-a. Kaj z MP3-a, z kakšnega LimeWire ali pa kaj tazga. Tako da muzika je bila zelo dostopna, ne, za nas, dosti hitro, ne, tako da nisi rabo več CD-jev kupovati, pa to. Zdaj danes petek s temi streamingi, pa vsem tem je petek vsa muzika na svetu, tlele 100 sekunde stran. In zanimiv pojav. Kako pa gledaš na ta vinilomanijo ponovno, no? Ja, meni se zdi kar dosti logična stvar, da se je zgodila, se pravi, vse te poplavi, digitalizaciji in nekako neromantičnem udejstvovanju z muziko je pol nekako za kontraefekt pa glih postal tist, ki je pa najbolj nekako romantično, najbolj si moraš čas vzeti, najbolj moraš nekako ozavesti to, da zdaj pa muziko poslušam in tako da se mi zdi za neke glasbene sladokusce, da je to kar pol en dober način. Pa tudi dober izgovor, ne? Da vzameš s police in potem tista folija, ne? Ja, tisti zvok in gor. In držiš, greš sliko in pol ti je dolg čas in prebereš si vse o artistu. Ja. In potem se spomniš, da je A in B side, ne? Ja. Se spomnim, enkrat je bil pogovor z Rejem Manzarekom od Dorsu, ne? Pa se mu je rekel, da se mu zdi LP-ka najboljši nosilec zvoka, zato je rekel, ker se ga ne moreš preveč zadeti v 42 minutah oziroma 21, moraš iti plato obrniti, kot da je to dobro za vse, ne? Helena, se spomniš tega obračanja plošč? Moj oče je izjemen nostalgik, ne, in izjemno veliko plošč in verjetno je še eden red, ki hrani, ne, tako kasetnike kot tudi stare klasične stolpe, ne, kjer je bilo vsega mogočega, pa je potem 2 Japonca pa je Nemec zložen na kupu, ne, pa zvočniki iz Švedske, ne. Ja, ampak največji gušt pa je tisko malo prasketapa. Ja, malo. Zato moraš zdaj že umetno dodajati zraven. Ja, ne, dejansko, ja. Produkciji, dejansko folk daje v produkciji, tako, ja, vinilski šum. Ja. Ko smo že pri produkcija video spotov, Murphy že od začetka nekako razumete, da je tudi vizualna komponenta seveda del vsega. Absolutno, tu sem zdaj rekel 6, že absolutno bom nehal. Absolutno je Lenart, naš basist, nekako je prišel v band malo kasneje, najbolj upozoril na to vizualni aspekt banda, tako se pravi, kako izgledamo, kakve videe dajemo ven, kakve slike in se pravi in simbolika in vse to skupaj in nekako smo pol začeli zelo biti pozorni na to in tudi skozi takšne medije izražati svoj art ali pa svoje pač ideje. Tako da definitivno si za vsako stvar tudi radi naredimo to zgodbo, no. In smo tudi delali spote sami sebi, mislim, tako v lastni produkciji in pol, ko smo prišli do nekaj denarja, smo pa tudi lahko najeli malo bolj profesionalne ljudi. Čeprav tudi, ne, community, ne, vezi, poznanstva, prijatelji, sorodniki je v Sloveniji pomembno, ne, tudi za takšno produkcijo, kajti 2-milijonski trg ti ne prinaša takšnih povratnih sredstev, ne. Se zelo hitro spoznaš ljudi na teh področjih, ker tudi pač v muziki nekako slejko prej vse spoznaš na špilih in pol zelo hitro prideš tudi do vseh teh ljudi, ker nas ni toliko veliko. Tako da se ve, ok, za, ne vem, snemalca imamo, ne vem, 5 hudih modelov ali pa modelk in enega od teh bomo zbrali.
in tako naprej. Ne. Tako da slejko prej se mi zdi, da se nekako vsi spoznamo in če si good guy, pa če si pač pošten, nekako pa spolu vsi z vsemi radi delamo. Zdaj ste se stacionirali v Ljubljani, ne? Ker vendarle je nekako potrebno biti v nekem centru. Ne? Ja, mi smo vsi šli študirati v Ljubljano iz Novega mesta in tam smo na srečo dobili tudi plac, ki ga imamo že 5-6 let. In to je zelo pomembno, da ima nek band ali pa ustvarjalna skupina nek plac, ki je njihov 24/7 in lahko tam živi, ustvarja, spi, je in ker je lahko svoboden in to je zelo pomembno. No. Kjer si lahko recimo, zdaj ko je bila korona aktualna, ne, s člani benda skupaj izoliran v studiu. Ne? Potem smo bili pa še v studiu, pri Bortros, v prvem valu smo bili pa 2 meseca skupaj, smo živeli tam na enem ranču v studiu, v bistvu, ranč/studio. Tako da tam se je zgodilo veliko stvari. Ampak ta sam odziv, ne, na vse, kaj se je v družbi dogajalo, ne, pa pandemija, pa zdaj vojna v Ukrajini, pa to, glasbeniki, ne, je po definiciji čuteče bitje ali pa bitje, ki se odziva, ne? Ja, to je hudo, da si to vprašal, ker nekako s prijateljčki se mi zdi, da sem jaz kot pač tekstopisec nekako povedal vse, kar se tiče koronskih časov in kar se tiče mene in nas, tako da nekako, če koga zanima, kaj si mi mislimo o tem, pa poslušati prijateljčke, ne. Zdaj za druge stvari, ne, pa glih sem pač v zadnjih 3 mesecih mogel napisati ful enih besedil in pa sem se spraševal, kaj sporočim ljudem, mislim, kaj hočem zdaj povedati jaz. In dejansko sploh nisem hotel nekako se mi zdi, da mi kot band smo raj neka tretja opcija, se pravi ne za ali pa proti, ampak nekaj tam, ko greš v neko Ježkovo deželo, pa je pač se lahko odmakneš od vsega, kar nekako mori vsak dan. Ali pa najti neko distanco, ne? Ker pravijo, da z distance lažje pogledaš več smeri in nekako, ali pa z ptiče perspektive. Helena, na kaj ti najprej pomisliš, ko slišiš Murphyje, ne? Kakšna je ti asociacija? Ne? So oni rockeri, so art rockeri, so post rockeri, kaj so? V prvi vrsti njihova vizuala izgled, ne? Ta retro mi ne gre z glave, pač ja, ker prisegam na uporabo iz druge roke, ne? Na ponovno uporabo in vse to in se sprašujem, ne, kje vse to najdete. Zdaj na spletu se veliko najde, ampak pobrskati po omari staršev pa, ne? Ja, pa tudi pa kakšni centri ponovne uporabe in vse to, tako da recimo njihova vizuala mi to sporoča, ne? Predvsem ta nostalgija, ne brzimo tako hitro, ne? Življenje je že samo po sebi prehitro, malce se ustavimo in bodimo, kar smo, kajti točno to sporoča njihova glasba, ne? In so, kar so, ne? Brez igre. Fejkanje pri Murphyjih ni, ne? Ja, to, kar vidiš, to dobiš. Čeprav iz druge roke, ne? You see what you get. Ali you get what you see. You see what you get. Dajmo se vrniti v 70. Gary Rafferty, večina ga pač pozna mogoče po Baker Street, ne? Ti si našel... Jaz ga sploh ne poznam po Baker Street. Res? Tisti tune za saksofonom in to. Zdaj nisem vedel, kjer komad je. Nisem vedel, da je to on. Ta komad mi je pa nor, ta Right Down the Line. Raffertyja si našel sam ali s pomočjo staršev interneta? S pomočjo Spotify, mi doskrat v te playliste ali pa nekaj mi vrže kar dobre komade. In pol, ko si enkrat v nekem kalupu, te dejansko... Vidiš, ne, so te profilirani. Profilirali so. In zdaj ti kot pravi dileri nudijo muziko. Ja, lej, ne. Saj sem jaz hipokrit, kaj pačem. Ajmo, prisluhnimo. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, še pa ure je do živega nastopa. Oh yeah. Gledal boš v kamero, ne? Ja, bom. Kaj vidiš na drugi strani kamere? Zdaj si že malce navadil, ne, v teh časih. Jo, če bi se pa tu sprašoval, že tako se preveč stvari sprašujem. Kaj vidim? Vidiš pa kameramana za kamero. Tako, ja, evo, dejansko, ne. Je človek za mašino. Ja, to je to. Ampak če bi primerjal medij, televizija in pa radio, ne. Povsod je komunikacija, povsod smo ljudje, ne. Ampak komunikacija z mikrofonom, ko daješ svojo energijo, svoj glas, svoje misli skozi mikrofon ali v objektiv kamere, kaj ti je bolj Ja, ne vem, prijetno? recimo, tam kaj kamera pol, moram res malo lepše obleči, ne. Ta komponenta potem je, ja. Ta komponenta dejansko je, zdaj, če je pa radio, pa lahko pridem tudi, ne vem, v pidžami, pa
To je res prednost. To je dejansko prednost. Ja. No, zjutraj ti nekaj časa prišpara. Ne? Ja. Ja, ker je zelo zgodaj. Ene par vprašanj imava zate, ne. Tako zanimiva so, ne. Nič kaj dosti razmišljati, pa kar ne. Ok, iz prve. Ja, če so zanimive, to je še v zraku, ne, ampak iz prve. Iz prve, ok. Ja. Tako, najljubša aktivnost v prostem času. Badminton. Tako vprašam, kakšna je garderoba v tem? Ja, trak imaš, ne. Ja, to sem hotela reči, tak Björn Borg style. Björn Borg trak, ja. Pa čim dlje moram biti od unga, tako ima drug stran par. Kako je videti tvoj jutranji ritual? Ni, ker ni jutra pri meni ponovadi. Kaj pa zate res dober dan? Kako izgleda? Tako da se zbudim, pa grem pol nekaj se v izi, pa počasi kaj skuha, pa poje, pa grem pa v plec, pa se dobimo z bojci, pa imamo vaje, pa zvečer pa še kdo pride, pa malo podžemamo. Kak je že oni komat, ne, zvečer se dan začne, ne. Ja, ampak ja. Če bi z eno besedo opisal vsakega izmed 3 preostalih članov, katere 3 besede bi izbral za vsakega? Lenart, upornik, Tomaž, virtuoz, Rok, Joker. Če bi izbiral prizorišče za bend v Sloveniji, v Evropi in povsod po svetu, katera 3 prizorišča? Slovenija, Kino Šiška, Evropa, če štejemo UK pod Evropo, bi šel tam nekam v O2 areno. Na svetu pa mi je všeč tist, ne vem točno kako se zdaj reče, ampak neki Red Rocks Canyon, neki Tam Palm Desert. Tak čudno, puščavski amfiteater, neka ta scena. Romantik ali realist? Romantični realist. Si vraževeren in kako se to kaže? Po horoskopu. Aha, in to je? Mislim, Čakaj, kaj sem danes? Stereotipizacija ljudi prek horoskopa. Katera je knjiga, ki si jo nazadnje prebral? Ja, nazadnje sem prebral. Jaz sem ful slab v knjigah. Kaj pa serija? Filmi? To pa rad gledam in ampak tudi, kaj sem gledal Power of the Dog, meni se zdi, da zadnja stvar. Če bi se na ulici srečal 15-letnega Štrasa Gregorja, kaj bi si svetoval? Da si to čupa podstriš. To je to. Da si dol te blond pramene, bedak. Veš, kaj je dobro, ne? Dobro je, da se vsakič lahko doma v špeglu srečamo, vedno znova, ne? Ja. Da nam teh na svetu ne zmanjka. Gregor, hvala. Dobro, ne? Ja, eno glasbeno še imamo, ne? Od prijateljev, Materej. Ne? Kakšna je ta povezava z vami, ne? Ma lej, meni so oni tako nekaj metafizičnega tla v Sloveniji, nekaj res posebenega in tudi imajo ta nov album, ki mi je the best in mi je všeč, da se še zmeraj razvijajo in ta komad me tudi od slovenskih v zadnjem cajtu največ mi je naredil, tako da. Ja, tako prav za v predvolilnem času, da malce preklopite, ne? Ja. Radio SI Main Stage.